Equal Possibilities ali Equity je projekt, v katerega je vključenih 6 partnerjev. Pomeni pa enakost invalidov v obmejnem območju avstrijske Štajerske, Pomurja in Podravja. Ali enostavneje povedano, pomeni enake možnosti vključevanja za vsakega. Šport in invalidi sta namreč besedi, za kateri si večina ljudi težko predstavlja, da gresta skupaj. S tem projektom so to želeli spremeniti. Ta projekt smo oblikovali pred približno letom pa pol na iniciativo predvsem predstavnikov društev invalidov iz Podravske in Pomurske regije. To sta 2 partnerja, ki sta tudi danes tukaj prisotna, ter naših partnerjev iz avstrijske Štajerske. Predvsem na pobudo tega, da so opazili, da je na terenu potreba potem, da bi se več mladih invalidov vključevalo v rekreacijo in šport obstoječih športnih društev v regiji. Projekt je izredno kratek, traja samo 1 leto in je vreden okrog 404 tisoč evrov za obe projektni regiji. Kdo so bile naše ciljne skupine? Naše ciljne skupine so bile predvsem športna društva in to so klasična športna društva v ruralnem okolju. Torej vaška športna društva. Ali so to klasična športna društva, ki ponujajo, ne vem, streljanje, nogometna društva ali pa kakšne druge pojavne oblike športa. Potem so to bila športna društva, ki vključujejo invalide ali pa klasična društva invalidov ter odločevalci predvsem na lokalni ravni. Dodaja, da so ponudbo vseh 3 regij združili tudi na spletni strani. Hkrati pa so na spletni strani objavili tudi primere dobrih praks, ki so jih obiskali. Vse aktivnosti projekta so pomembne predvsem zato, ker je v Sloveniji kar 8% prebivalcev deklariranih kot invalidi, kar v številki pomeni 160 tisoč ljudi. Jaz zaznavam zelo visoko stopnjo zavesti o potrebah invalidov. Nenazadnje imamo že kar precej občin, ki se ponašajo z nazivom invalidom prijazna občina. Tako da, kar se tega tiče, invalidi imajo posluh oziroma družba ima posluh za invalide. Ampak šport je bil do zdaj neke vrste segment, ki nekako ni bil, ni bil ta pravi za invalide, zaradi tega, ker za športnike si zmeraj mislil, da mora biti fit v vsakem pogledu. Invalid je pa nekje na nek način z nečim prikrajšan in nekako v našem razmišljanju to ni sodilo zraven. Zato smo ta segment, to se pravi šport in rekreacijo, izpostavili kot eden od močnih motivatorjev, ki lahko prispevajo pri vključevanju invalidov v družbo, to se pravi, kjer bodo oni dosegli in moment socializacije, izpolnjevanja nekih notranjih želja, samopotrjevanja in vsega tistega, zaradi česar se kdorkoli od nas je kdaj sploh s kakršnimkoli rekreativnim ali pa tekmovalnim načinom srečal. Tudi slovenski šolski sistem ima registriranih preko 8000 otrok s posebnimi potrebami. In ko govorimo o športni vzgoji, se v šolah pojavljajo določeni problemi. Te delno rešuje konzorcij športnih društev in društev invalidov Ljubljana. Vsi vemo, da invalid kot tak, ki je vključen v normalen proces šolstva, potrebuje neko pomoč, večinoma, za kar pa pač nimamo teh sredstev, oziroma ne sredstev toliko, ampak bolj kadrov, ki so izobraženi in specializirani za delo z invalidi. Otroci, kot je že prej Mojca povedala, so v večini primerov upravičeni od telovadbe ali zaradi razlogov, ker ni pogojev za to, ki bi bili prilagojeni invalidom, ali pa kot sem že rekla, kadrov, pa tudi učitelji nočejo prevzeti odgovornosti za to, ker otrok je pač manj sposoben in se ne more vključiti v skupino, ki normalno izvaja neke programe. Zato v bistvu se mi kot športno društvo invalid probamo vključevati na ta način, da tem otrokom, ki nimajo toliko možnosti vključevanja v športno vzgojo, pa te programe, ki so stalni in redni,
da jim ponudimo na nek način, na drugačen način vključevanja, ampak še zmeraj ukvarjanje s športom. Tovrstni konzorciji bi želeli pripeljati tudi v Pomurje in se že dogovarjajo s športnimi društvi. Pravijo, da je odziv strani društev dober. Vprašanje, ki so si ga v sklopu tega projekta zastavili, je bilo torej, kakšne možnosti lahko društva nudijo ne samo neinvalidom, ampak tudi invalidom. Primer dobre prakse je Športna zveza Beltinci. Mi smo v letošnjem letu končali prvo fazo invalidišča, katere je namenjeno tudi invalidom, prilagojenim. Zanimanje je veliko, zato smo 11.3. ustanovili Športno društvo Krugla. To je konzorcij, v katerega so vključeni tako invalidi kot neinvalidi. Tu še imamo gluhi in naglušni, tu se nam pridružili invalidi, potem otroci s posebnimi potrebami. V naši občini imamo 600 invalidov. Nekaj jih deluje v Murski Soboti, večina je pa neaktivna. Zato je tudi Športna zveza v letošnjem letu pripravila program, imamo načelo, da bi čim več invalidov vključili v to društvo Krugla. Tudi športna društva torej počasi ugotavljajo, da ni toliko dodatnega dela s tem, da se lahko tudi invalidom omogoči izvajanje športnih programov. Izvajalci projekta pa pravijo, da so se v letu dni izvajanja projekta Equity naučili, kako stvari razvijati naprej. Ali drugače povedano, z iztekom projekta se aktivnosti ne bodo zaključile.